Zdaj pa dajmo odpreti predavanje 303 v Photoshopu. Zdaj, v našem prejšnjem srečanju smo šli čez transformacije oziroma kako lahko na Photoshopu rečemo, da nam on vedno ohranja maksimalno kvaliteto objekta, ki ga transformiramo. Se še kdo spomne, kako se temu reče? Nekaj pametnega je bilo. Smart object. Ne? Torej, z uporabo smart objecta lahko recimo mi potem neko sliko transformiramo in jo vrnemo nazaj in ne zgubimo nobenih detajlov. Pa dajmo zdaj na tejle obali narediti to. Dajmo desno klikniti in dajmo izbrati Convert to Smart Object. Torej na obali, Convert to Smart Object. In zdaj smo tukaj že dobili tole ikonco, ki mi pove, da je to pameten objekt. In zdaj, recimo, če se spomnite, ko smo šli v Image pa Adjustments, smo imeli neke destruktivne komande. Torej, Levels, Hue and Saturation, vse te stvari, ki smo jih takrat delali, se je zgodilo destruktivno. Torej, so se spreminjali piksli na tem dokumentu, medtem ko če zdaj, ko smo spremenili v pameten objekt, recimo jaz izberem Invert, se je tukaj sicer nekaj spremenilo, ampak na tejle strani pa lahko vidimo, da je nekaj novega. Da mi zraven piše Smart Filters in imam zraven en uček. In jaz lahko kadarkoli zdaj vse te filtre izklopim oziroma vklopim. Pa dajmo klikniti na tale uček od Inverta, tako da Inverta več nimamo. Pa pojmo v filter in pa Camera Raw Filter. Torej filter in pa Camera Raw Filter. Spet smo nazaj, Spet smo nazaj v tej isti možnosti. Zdaj, Camera Raw Filter je fajn zato, ker imamo blazno veliko enih drsnikov, kjer lahko zelo hitro spreminjamo sliko na enem mestu. Torej, da ne rabimo uporabljati nekih 4, 5, 6 različnih komand, da bi prišli do teh nastavitev, ampak imamo vse takoj in lahko vse takoj spreminjamo. Zdaj, glede na to, da smo nekaj minut nazaj še imeli Camera Raw odprt, lahko recimo zdaj še se spomnite, da smo prej imeli dokumente na levi, česar več ni, in pa kropa več ni. Torej kropa v Camera Raw filtru znotraj Photoshopa ni, medtem ko znotraj Bridgea je. No, pa dajmo spoznati nekaj teh drsnikov na tejle sliki. Torej prvi, tukaj je exposure, kjer imamo možnost direktno svetliti in temniti našo sliko. Naslednji je dosti logičen, je napačen drsnik, je kontrast, kjer on nek generalen kontrast na sliki poveča. Pa dajmo mičken preskočiti. Clarity je v zadnjem bloku. Clarity je en nov algoritem, kjer on poskuša najti kontraste na vmesnih tonih. Torej, če vzamete Clarity tukaj le spodaj in recimo povečate to, boste videli, da je recimo rezultat konkretno drugačen od kontrasta, čeprav on recimo poskuša dodajati kontrast. Pri portretni fotografiji boste recimo prišli do zanimivih rezultatov, če Clarity potegnete malo nazaj, zato ker bo naredil eno tako bolj sanjsko sliko, se pravi, ne čisto nazaj, ampak minimalno. Se pravi, bo odvzel nek kontrast na obrazu in naredil malenkost drugačen
rezultat. Potem imamo tukaj highlights and shadows. Če se spomnite, ko smo na tisti sliki od Pirana potemnili oziroma posvetlili tiste pretemne dele, imamo tukaj zdaj nekaj zelo podobnega. Torej lahko recimo spreminjamo, kaj se zgodi z najsvetlejšimi deli, ne, in kaj se zgodi z najtemnejšimi deli in lahko recimo dvignemo, posvetlimo ali pa potemnimo določene delčke. Torej na highlights bom potegnil nadol, torej potemnil, ne, in lahko recimo na valovih vidite, kakšna velika sprememba se zgodi, če grem iz nič, ne, nadol. Koliko zelo enih detajlov v bistvu dobim na fotografiji in pa pri shadows lahko, če potegnem gor, tudi dobim tukaj v temnejših delih neko dodatno definicijo. Ne? Potem imamo naslednja dva drsnika, so temnejši deli slike pa svetlejši deli slike. Torej spet imamo dve možnosti, kjer bi lahko svetlejše dele slike ali še bolj posvetlili ali malenkost potegnili nazaj, ne, in s tem odvzeli najsvetlejše dele, ne, in enako z temnejšimi, torej lahko najtemnejše dele potemnimo ali pa še bolj posvetlimo. Pa bom jaz te dva zaenkrat pustil na miru. In pa potem imamo ta zadnja dva drsnika, vibrance pa saturation. Saturation smo spoznali čisto na začetku, ko smo bili v hue and saturation, pa tudi recimo, ko smo barve izbirali, je bila nasičenost ena izmed dimenzij na tistem barvnem pikarju. In zdaj, če potegnete saturation naprej, on bo katerokoli nasičeno barvo bo spustil in jo bo nabal. Ne? Se pravi, neodvisno od česarkoli, on bo vse na siču, ne, kolikor pač mu dovoli plus 100 točk. Ne? Zdaj pa vibrance je pa malenkost bolj eleganten filter, ne? Zato, ker bo poskušal nasičati tiste dele, ki niso, ki zaenkrat še nimajo barve. Ne? Torej lahko, recimo, če potegnete vibrance, vidite, da so rezultati malenkost bolj prijetni, malenkost bolj, ne? In pa vibrance bo pustil človeško kožo pri miru. To je ena izmed prijetnih delov algoritma. Torej, če boste vibrance na človeškem portretu delali, boste človeške kože ne bo nasičil, tako da ne bo izgledal umetno. In pa tukaj čisto zgoraj imamo možnost spreminjati celotno barvno temperaturo slike, torej lahko vse skupaj malo ohladimo, ne, ali pa malo otoplimo. In tudi znotraj Camera Raw filtra imamo možnost, enako kot smo delali znotraj Levels, torej tale ikonca je tista, s katero lahko mi definiramo sivo točko na dokumentu. Ne. Če bi recimo imeli nekaj sivega, bi lahko kliknili na to točko in bi se vse te barve popravile. Zdaj pa pojdimo tukajle, imamo nekaj ikonc, pa dajte na četrto po vrsti klikniti. Torej, znotraj Camera Raw filtra imamo tudi možnost direktno skonvertirati slike v črno-belo, s tem, da imamo kontrolo nad tem, kateri deli v dokumentu bodo svetli in kateri deli bodo temnejši. Tako da imamo nekaj več informacij zaradi tega, ker je bila barvna fotografija. In tudi, če ne date Convert to Grayscale, so te drsniki zelo zabavni, zato ker imamo možnost
deformirati določene barve na fotografiji. Ne. Če recimo jaz vzamem zelene, ne, lahko recimo samo na zelenem delu fotografije spreminjam barvo. Ne. Samo na rumenem delu fotografije. In lahko pridemo do... Kako? Če imaš eno črno-belo sliko, ne, in bi hotela samo majhne krožke ti pobarvati. To bomo pa prišli, naslednjič, ko bomo prišli do adjustment layerjev, zato ker imaš za kombinacijo mask možnost točno definirati, kaj hočeš pobarvati, pa kaj ne. Tako da do tega še pridemo, danes bomo poskušali maske narediti, potem pa naslednjič pa še adjustment layerje, tako da boš potem imamo v bistvu popolno kontrolo nad sliko, ne glede na to, kaj želimo narediti, je pač ne. Dobro. Potem še ena izmed stvari je tale predzadnja ikonca FX. Dajte klikniti na njo. In sicer se tukaj skriva en filter, zelo zanimiv, ki ga zaenkrat še nisem opazil samostojnega v Photoshopu, in sicer dehaze. Kaj ta stvar pomeni? A mogoče kdo ve, kaj je zračna perspektiva? Tako, ne? Tako, zato ker zrak ni neviden, ne? Torej nekaj, kar je blazno daleč, ne? Recimo, ne, če primerjamo recimo tale hrib tukaj, ne, ki je dosti daleč, ne, in je zaradi tega zamegljen, ne. Torej, dehaze nam omogoča, da filter poskuša vrniti nekaj od tistega. Ne? On poskuša razumeti, da bi bilo na fotki neka megla in jo poskuša odstraniti. Ne? In zdaj, recimo, če za hec potegnemo na levo, ne, nam recimo tudi v dokument vrne neko meglo, ne? Tako da imamo naenkrat zamegljeno sliko. Potem imamo tukaj le spodaj možnost dodajanja zrna v sliko. Recimo, če bi želeli, da zgleda kot da bi bilo slikano na en star, zelo občutljiv film, imamo tukaj možnost povečati zrnatost slike in pa tukaj le spodaj imamo velikost. Ne? Tako da to je recimo nekaj, velikost zrna je nekaj, kar Photoshop v svojem Add Noise zaenkrat še ne dovoljuje, tako da lahko recimo tukaj povečamo velikost zrna in so dosti večja, dosti bolj zrnata slika se zgodi. In pa tukaj le spodaj imamo post-crop vignetting. Če recimo potegnemo na eno ali pa na drugo stran, boste zelo hitro videli, kakšen rezultat se je zgodil. Ne? Torej on doda ali belo ali pa črno obrobo okoli slike in potem imamo drsnike, za katerimi lahko definiramo točno kako nežen je preliv. Ne? Torej, kje točno se zgodi ta preliv, kako zelo je stvar ovalna in pa koliko zelo nežen je prehod tega preliva. Tako da imamo zelo hitro možnost dodati na fotko en border, ne, tak nežen mehak. In pa dajmo zdaj klikniti na OK. Tako da zdaj dobimo, ne, tukaj lahko vidimo, da se je Camera Raw filter prav tako pojavil med pametnimi filtri. Ne. Kaj zdaj to pomeni? Ne? Kadarkoli, jutri, pojutrišnjem, čez 3 leta, ne, lahko vi pridete v ta dokument in dvakrat kliknete na Camera Raw filter
in nas bo spet vrnil v ta dokument z vsemi nastavitvami, ki smo jih definirali. Ne? Torej, vedno lahko pač neke minimalne spremembe naredimo, zato ker je stvar živa, ne? Ker nismo to naredili, shranili in zavedno izgubili. Ne? Če bi recimo to naredili na nekem, ne vem, celo v Bridgeu, če bi recimo to naredili in shranili dokument, so te spremembe pač zavedno zapisane. Ne? Ni več živo, ne moramo nikoli več priti nazaj pa nekaj popraviti. Ne? Medtem ko kombinacija pametnega filtra in pa kateregakoli drugega filtra nam vedno omogoča, da se vrnemo nazaj in nekaj spremenimo. Pa bi vam pokazal še eno zanimivo zadevščino, in sicer v filter pojmo in izberemo filter gallery. Torej filter gallery. Mimogrede, preden klikam, sam pogledajte, katero barvo imam trenutno izbrano kot glavno barvo. Torej, moja glavna barva je trenutno ena taka umirjena zelena, zato ker boste videli, da določeni filtri uporabljajo glavno barvo kot dinamično barvilo, naprimer tale. Zdaj pa, ne, če imate tako kot jaz določene tele mapice skrite, dajte samo poklikati na tele trikotničke, tako da jih dobimo vse vidne, ne? In lahko kar za hec kliknete na posamezen filter, tako da dobite neko reprezentacijo, kaj vse grafične manipulacije nam Photoshop omogoča znotraj. Ne? Tako da tudi tukaj, ne, lahko vedno pridemo nazaj, zato ker imamo zdaj pameten filter, ne, je vedno možno priti nazaj in spremeniti nek detajl noter. Ne. S tem, da vsak od teh filtrov ima tudi še dodatne drsnike, kjer lahko spreminjate kvaliteto te spremembe. Ne. Torej lahko recimo v mojem primeru povečam ali pomanjšam to moč barve, ki jo on aplicira na sliko. Ne. Torej, tako v mojem primeru imam glavno barvo zeleno in zato recimo ta filter specifično uporablja zeleno zelo močno in zelo agresivno. Ne. In tudi to, ne, lahko zdaj vidimo, da imamo kot ločen filter. Ne. Torej, lahko kadarkoli to zdaj izklopim, kateregakoli od teh stvari lahko izklopim, oziroma vklopim še dodatne. Ne. Lahko tudi recimo zamenjam zaporedje teh filtrov, ne, zato ker rezultat, ki se zgodi v zaporedju, je seveda lahko drugačen. Ne. Torej, najprej se recimo zgodi en, potem se zgodi drug, potem se zgodi tretji. Ne. In zamenjate lahko preprosto tako, da kliknete in potegnete eno ime nad drugega, recimo invert, nad camera raw filter, filter gallery, pod invert, in se bo zamenjalo, dajmo takole, da bodo vsi trije vidni, ne, zamenjal se bo rezultat, ki se zgodi, glede na to, v kakšnem vrstnem redu se stvar pojavi. Ne. Tako da imamo z identičnimi temi tremi spremembami neke čisto različne rezultate, ki jih lahko dobimo. Zdaj, še ena stvar. No. Če želite odstraniti vse pametne filtre, lahko recimo ali primete posamezen filter pa ga potegnete v koš, lahko pa recimo odstranite vse filtre, tako da kliknete desno na Smart Filters in date Clear Smart Filters. Torej, desno sem kliknil na ime Smart Filters in dal Clear Smart Filters, kar mi bo odstranilo iz tega dokumenta vse tri te dinamične spremembe in imamo zdaj spet nazaj sliko, ki je pameten objekt in ki jo imamo v maksimalni možni kvaliteti, ne, če bi recimo želeli deformirati, pomanjšati
ali karkoli drugega.